Papež Frančišek se je po nagovoru Združenih narodih udeležil medverskega srečanja na točki nič v New Yorku. Po prihodu se je zadržal z nekaj družinami žrtev 11. septembra. Papež se je pridružil predstavnikom 12 verskih skupnosti in prisluhnil nekaterim razmišljanjem. Molitvi je sledil papežev govor, pesem in pozdrav miru. V nagovoru je spomnil na kraj bolečine, solz in nemoči zaradi krivice, bratomora in nesposobnosti reševanja razlik z dialogom. Imena tolikih oseb so zapisana tu, kjer je bil temelj stolpnic, da jih lahko vidimo, se jih dotaknemo in nikoli ne pozabimo. Čeprav je bil na mestu velike bolečine in trpljenja, je papež spregovoril o boljših vidikih človekovega življenja. Tu, sredi parajoče bolečine, se lahko z roko dotaknemo sposobnosti herojske dobrote, ki jo je človeška oseba zmožna, tisto skrito moč, na katero se moramo vedno sklicevati. V trenutku največje bolečine in trpljenja ste bili priče največjih dejanj posvetitve delu in pomoči drugim, iztegnjene roke, darovana življenja. Spomnil je na primere junaških dejanj newyorških gasilcev, ki so stopali v goreč stolp. Gasilci so vstopili v stolpnico, ki sta se rušili, ne da bi mislili na lastno življenje. Mnogi so padli med služenjem in so svojo žrtvijo rešili življenja številnih drugih. Ta kraj smrti se spreminja tudi v kraj življenja, rešenih življenj, v pesem, ki potrjuje, da življenje vedno zmaguje nad preroki razdejanja, nad smrtjo, da bo dobro vedno v prednosti pred zlom, da bosta sprava in edinost zmagala nad sovraštvom in ločitvijo. Verske skupnosti lahko kljub razlikam naredijo zelo veliko za dosego miru, je dejal papež in dodal, da morajo sodelovati med seboj. Prepričan je, da lahko mir doseže vsak košček sveta, nato pa tiho molil. Po izmenjavi geste miru je papež obisk točke nič sklenil z ogledom muzeja, ki spominja na veliko tragedijo.